Živijo, pozdravljeni, Borut Lisjak tukaj. Med današnjo meditacijo sem dojel, da je življenje precej boljše, kot sem to pripravljen večino časa verjeti. Zato, ker sem bil tako vzgojen. To ne pomeni, da je kaj narobe z našo družinsko linijo, kaj več kot katerokoli družinsko linijo, ampak značaj naše načina, kako dojemamo svet, je pač tak, da hitro pokritiziramo kakšne stvari, zelo hitro začutimo, da smo sami kaj narobe naredili, da bi morali biti več opravljenega dela, da nam je včasih malo težko začutiti radost in biti preprosto veseli in hvaležni za majhne stvari včasih. No, in zelo jasno sem začutil danes, kako je včasih zadosti, da se samo majčkeno ustavim in si dam malo roke na srce mogoče, ali pa globoko vdihnem. Si dovolim čutiti, tudi čutiti kakšna negativna čustva kot strah in nesamozavest, karkoli. Si dovoliti biti v tem trenutku in potem si reči, enostavno se premakniti v občutek, da je vse v redu. Da je v redu tako, kot je. Večina stvari je v redu, skoraj vse, mogoče ostane samo kakšna malenkost, da me v telesu kaj ščiplje ali pa kakšna bolezen ostane. In ja, so stvari, ki jih mogoče ne moreš kar odpraviti v življenju, tudi včasih v kakšnih odnosih so bodice ali pa v čemerkoli v življenju. Življenje je življenje in kljub temu nam lahko tak pogled, da je skoraj vse v redu, in ta občutek v telesu, ko se vrneš v telo in zadihaš in meditiraš, nam lahko pomaga živeti tudi s tistimi preostalimi bodicami, s tisto eno bodico, ki jo mogoče še imamo, in se naučimo, da je tudi to življenje. Tako da, če si karkoli začutila tukaj, te vabim k meditaciji, dihanja po tej metodi Davida Elliotta. In če si izbiraš celjenje, dobiš celjenje. Hvala lepa in lep dan. Dio.